skupino Slovenske ljudske stranke. Vsem skupaj lep dober dan. Jaz bi se na kratko oglasil okoli dveh novih davščin, in to je en je davek na nezazidane stavbne zemljišča. Mi vemo, da imamo v Sloveniji ogromno nezazidanih stavbnih zemljišč, tako imenovanega mrtvega kapitala, ki ne bremeni lastnika tega zemljišča. Po drugi strani imamo pa seveda zelo velik pritisk na pozidave novih kmetijskih zemljišč. Se pravi, v povezavi s tem je potrebno obdavčiti ta nezazidljiva stavbna zemljišča, da se seveda lastnik tega zemljišča nujno odloči, kaj z njim. Ali ga seveda proda, ali pa na njem pač naredi tisto, za kar je po prostorskih ureditvenih planih namenjeno. Se pravi, vzporedno s tem pa seveda zopet vemo, koliko imamo pritiska na spremembo kmetijskih zemljišč v zazidljiva, in da potem, ko so ta zemljišča zazidljiva, se pravi, dobijo zelo veliko vrednost. In okoliko se ta zemljišča takoj potem prodajo, jih je seveda potrebno ta delež od vrednosti pred in po obdavčiti, seveda pa ta lestvica mora biti, koliko je čas daljši, tako tudi pada ta lestvica obdavčitve, kajti sočasno ima potem, se pravi, ta lastnik tega zazidljivega zemljišča davek iz tiste prejšnje zadeve, kot sem povedal. Se pravi, to je eno od teh ukrepov, ki bi, se pravi, naredil dva udarca na en mah, preprečil bi pritiske na spremembo kmetijskih zemljišč v zazidljiva in prinesel bi nekaj denarja v proračun. Bi pa seveda zdaj še mogoče malenkostno povedal, ker sem sam kot kmet, poleg tega, da sem poslanec, še to o dvigu DDV-ja, in ki seveda govorijo, da se bi dvignil samo zgornja stopnja in da seveda hrana in ostalo ostane pri miru. Tisti, ki govori, da dvig DDV-ja in samo zgornje stopnje na najšibkejše ne bi imel nobenega učinka, se pravi, prvič, ali ni nikoli ustvaril nobene dodatne vrednosti, drugič, ali zavestno laže, ali tretja zadeva, da je vsakega nekaj od tega prvih dveh. Tudi hrana, ki je po nižji davčni stopnji, se pravi, za proizvodno le-te je potrebno imeti traktor, je potrebno imeti objekte, je potrebno v traktor natočiti gorivo, in v tej proizvodnji potrebuješ tudi druge energente, ki so, se pravi, vse obdavčene po zgornji stopnji, in posledično, seveda, če se ta stopnja dvigne, imaš tudi potem se dvigne cena proizvoda. To je matematika eksaktna veda, in včasih pravim, da ni pomembno, ali pa se nekateri naši ekonomisti obnašajo kot srednjeveški filozofi, ki so ne vem koliko let ugotavljali, ali ima konj 3 ali 4 noge, namesto da bi šli v grajske hleve in prešteli konj na noge. Hvala. Hvala lepa. No, in še vabim besed.